Julij se vse bolj bliža in s tem tudi evropska regulativa, majka. To tudi zdaj pomeni, da najbolj priljubljenega stablecoina USDT ali Tether na EU območju ne bo več. No in kaj zdaj to pomeni za uporabnike tega priljubljenega stablecoina, se bova pogovarjala z Dejanom Davidovičem, ki je soustanovitelj in operativni direktor na Kriptomatu. Dejan, lep pozdrav. Zdrav. Hvala, da si se nam pridružil. Zdaj, če se najprej dotakneva tematike stablecoinov, kaj sploh so stablecoini, kakšna je njihova funkcionalnost na kriptotrgu? Stablecoini so nastali predvsem iz enega praktičnega razloga. Ljudje so iskali način, kako lahko vrednost v fiat valuti, proti vrednosti fiat valute, premikajo med različnimi pozicijami, takrat, ko banke seveda ne delajo, se pravi tudi med vikendi in tudi po noči in tako dalje. In tako so nastali stablecoini, med njimi najbolj popularen, ki si ga omenil, USDT, ki svojo vrednost odraža v dolarju, in za njim stoji pač neki izdajatelj, ki ga je izdal, ki naj bi imel v svojem custodiju protivrednost enako v evrih, v dolarjih, kolikor je teh USDT-jev izdal. In z njimi se predvsem veliko trguje in dela se veliko transakcij na vseh borzah. Konkretno, če gledamo USDT, ki si ga omenil, je nazadnje seveda en zanimiv graf. Če primerjamo razmerje med dolarjem pa USDT-jem, koliko se z njima trada, je to razmerje veliko v prid USDT-ju, krepko čez 95% vseh transakcij v kriptosvetu v nominaciji v dolarju se dogaja v stablecoinih. Tako da so zelo uporabljeni, imajo zelo velik adoption rate, plus v nekaterih drugih državah jih tudi uporabljajo za cross-border transakcije, ker so spet hitrejši, cenejši, vedno na voljo. V nekaterih državah preprosto ne moreš delati cross-border transakcij zaradi bančnega sistema, ki je centraliziran in zaprt pogosto, tako da ljudje so našli način, da uporabljajo to inovacijo, da rešijo neke svoje probleme, ki jih imajo. Zdaj, kot si že omenil, stablecoin USDT je izredno priljubljen. Kako bi ocenil njegovo trenutno stanje na kriptotrgu? Lahko ti v bistvu povem iz izkušnje, ki sem imel pred nekaj tedni, ko sem bil v Dubaju na eni konferenci, in tam smo imeli priložnost se pogovarjati z enim od soustanoviteljev Tetra. Njihova neka argumentacija je, da oni predvsem rešujejo probleme tistih ljudi, ki imajo težave z svojimi valutami in svojimi sistemi centralnih bank. Tako da doživljajo veliko adopcijo v trgih, kot so Afrika, kot je Južna Amerika, tudi v Aziji konec koncev, vse povsod tam, kjer so težave z transakcijami, in tudi na te trge se osredotočajo. Enako velja tudi za področje Amerike, severne, kjer pogosto kriptopodjetja, se pravi tisti, ki ponujamo storitve z povezavi s kripto sredstvi, imamo težave z dostopom do bančnih računov, ki bi podpirali transakcije v dolarjih, in ljudje so pač našli način, da je to seveda za njih lažje. Hkrati se tudi kaže velika adopcija pri nekaterih trgovcih, se pravi spletnih trgovcih predvsem, ki prejemajo recimo plačila s karticami in podobno. Nekatera podjetja, ki ponujajo to sprejemanje plačil s karticami in kasneje delajo transakcije samim trgovcem, že podpirajo tudi USDT in tudi nekatere druge stablecoine, ker je to hitreje, se pravi merchant oziroma trgovec lahko prejme sredstva praktično instant in z veliko manjšimi transakcijskimi stroški, če gre to preko nekega protokola, kot je recimo Tron, je to v parih centih in v parih sekundah. Tako da adopcija je v bistvu precej velika, in tudi ti si bolj strokovnjak, gledaš te stvari bolj kot jaz. Jaz sem se slučajno šel pogledati, kakšen je trade volume v USDT, in to so v bistvu enormne številke. Ampak to bolj spremljaš ti kot jaz, kot sem rekel. Ja, to, kar si naštel, so tudi definitivno velike prednosti. Pa ima morda tudi kakšne slabosti? Konkretno za nas, ena izmed slabosti se bo zdaj pokazala v naslednjih parih tednih.
Tether, se pravi družba, ki izdaja sam stablecoin USDT, ima sedež offshore, se pravi na enem izmed, mislim, da so na Seychellih, če se ne motim, ali na BVI, nisem čisto prepričan. Oni so javno že objavili, da jih regulacija v Evropi ne zanima in da se ne bojo s tem ukvarjali in da ne bojo poskrbeli za skladnost z novo evropsko regulativo, kar pomeni, da bomo videli v naslednjih parih tednih, mesecih zagotovo velik, recimo temu phase-out USDT-ja pri ponudnikih storitev, kot smo tudi mi, in tudi pri večjih. Tako da trenutno vrši med ljudmi, ne vejo točno, kaj se bo zgodilo, ampak nekatere novice so že zunaj, ene so že pač stare, par tednov, veliko jih bo pa prišlo v naslednjih parih dnevih. Kakšno pa je tvoje razmišljanje o tej MiCA oziroma MiCA regulativi? Misliš splošno? Tako, ja. Na splošno jaz absolutno pozdravljam. In kljub temu, da mnogi, bom rekel, kriptomaksi in tej, ki so pač v kriptu že veliko dlje časa kot mi, imajo veliko proti. Jaz pa podpiram, zato ker bo take vrste regulativa predvsem pomagala pri nadaljnji adopciji samega in trgovanja z kriptosredstvi in same uporabe kriptosredstev. Po drugi strani, taka regulacija nam prenese nekaj, kar mi vsi rabimo v tem kriptosvetu, in to je zaupanje. Zaupanje je zelo velik problem nasplošno pri sami adopciji. Se pravi, prihajajo neka jasna pravila, prihajajo neke tudi pravila, ki so vezane na transparentnost, na to, kako se stvari obračunavajo, na kakšna morajo biti podjetja, in vse to skupaj naj bi se rezultiralo v neki varnosti, za katero sem v bistvu precej optimističen in vesel. Po drugi strani tudi, spet sem vrnil na kriptomaksije, ki so proti vsemu temu, morajo tudi razumeti, da brez takšnih potez, kot se recimo MiCA regulacija in poslovanja na tak način, kot tudi poslujemo mi sami, ne bo kriptoadopcije. Preprosto to se ne bo zgodilo, oziroma se bo ta proces zelo, zelo, zelo podaljšal in je tudi vprašljiv, na kakšen način bo prišel. Tako da jaz jo osebno pozdravljam, čeprav je izziv za mnoge ponudnike storitev. Za nas smo na manjši, ker smo že od samega začetka si postavili sami zelo visoke standarde in pravila, tako da bo zahtevno, ampak še zmeraj mislim, da bomo zmogli. Prepričan sem, da bomo zmogli, no se vam kar popravil. Ampak ja, bo pa, mislim, da bo predvsem ta transparentnost in ta neka čistost trga, ki se bo zgodila, da bo prinesla to neko zaupanje, tudi ljudje bodo lažje prepoznali, kaj je pa tisti ponudnik storitev, s katerim je vredno iti sodelovati, kjer pa ne. Ta bo neka ta glavna prednost, ki se jo v bistvu veselim. Pa misliš, da bodo morali tudi tile izdajatelji stablecoinov konkretno spremeniti svoje operacije? Kot sem trenutno sam uspel se podočiti o temu, se pravi, na področju Evropske unije izdajatelji stablecoinov bodo lahko bili tako imenovani EMI, lastniki EMI licenc, se pravi, to so podjetja, ki lahko izdajo elektronski denar v navednicah. In ta EMI licenca je nekaj, kar je že klasika v Evropi že kar nekaj let, in je že tudi vidno, nekatera podjetja so pripravljena in že ustrezajo pogojem. Med tem je recimo konkurent USDC, za katerim stoji tudi največji market leader Coinbase. Kar se bo tudi zgodilo, to pa se v bistvu vsega tega nekako pojava, se pa tudi veselim, je pa pojav evronominiranih stablecoinov. Ker Evropa kot taka, v kateri tudi mi smo, si po mojem mnenju zasluži euro stablecoin. In mi si ga zaslužimo vsi, ker zakaj bi mi morali trgovati in razmišljati v dolarju, ki v bistvu ni naša naravna valuta in je ne uporabljamo. Tako da sem kar nekako optimističen glede tega in se veselim, da bo tega več. Tudi mi bomo v kratkem na Kriptomatu najavili v bistvu partnerstvo z dvemi verjetno izdajatelji euro stablecoinov, da bomo omogočili te hitre transakcije in vse te prednosti, ki jih dejansko stablecoini imajo. Tako da to je nek pojav, ki ga bomo videli, hkrati bo pa veliko jih bo pa tudi zginilo iz
ponudnikov storitev, kot smo mi, ne samo USDT, tukaj je tudi DAI, recimo kot en tak primer, pa še par drugih se bo zgodilo. Se pravi, vsi tisti, ki ne bodo skladni, bodo počasi bili phase-outani do konca tega leta. Tako se potem tudi Kriptomat pripravlja na to regulativo MiCA, da bodo pač odstranjeni. Ne? Da. Tako. Mislim, mi od samega svojega začetka vedno skrbimo, da smo skladni z zakoni, ki obstajajo, in seveda omogočiti določene stvari v nadaljevanju, oziroma reči, ok, to nas ne zanima, to bi pač pomenilo neskladnost, ker pa pač pomenilo tudi težave za nas. Kakšne prilagoditve bi pa mogli uporabniki narediti zdaj v zvezi s to regulativo? Bi, recimo, če nekdo drži stablecoin USDT, ga bo moral zdaj prodati, menjati za kakšno drugo valuto, ali se bo to avtomatsko kaj naredilo? Zdaj, kar se tiče uporabnikov naše storitve, mi bomo v zelo kratkem tudi javno najavili, kaj se bo zgodilo in kako bo ta proces potekal, in tudi kaj so neke avtomatske stvari, ki se bodo zgodile, če uporabniki tega ne bodo sami. Jaz pač gledam svojega zornega kota osebnega, bi seveda USDT, ki ga imam pri ponudnikih iz EU-ja, bi nekako zamenjal USDC, če že moram imeti neki v stablecoinu, ki je vezan v dolar, in to je nekako prvi korak, ki se ga splača, ki je pametno ga mogoče narediti. Po drugi strani mislim, da tudi glede trgovalnih parov ne bo neke panike, ker večina ponudnikov, evropskih spet govorim, ima trgovalne pare tako z USDT-jem in USDC-jem, in ta switch se bo zgodil, tako da ni pričakovati nekih likvidnostnih težav, pač moje osebno mnenje. Ampak nikoli pa ne veš, kako trg reagira. Kaj pa morda uporabniki, ki stekajo v USDT? Tukaj vemo, da se del njihovega premoženja zaklene, in kako bo zdaj to tekalo? Se pravi, kot prvo, mislim, da ni nobene panike. USDT ne bo zginil s 1. julijem. Konc tega meseca je ta prvi datum, pol od 1. julija dalje je USDT neskladen. Ne bo zginil. To se ne bo zgodilo. Redko, ki je na katerem koli ponudniku storitev, ne bo pač skinil čez noč, da ga več ne bo. In kjerkoli že pač stekajo svoj USDT, naj se obrnejo na tega ponudnika, ki je to stekajo, da se podučijo, kaj v bistvu morajo narediti. V veliki večini bodo mogli če gre za ponudnika iz področja EU-ja, bodo mogli to nekako spremeniti. Tisti, ki pa to stekajo nekje drugje, izven EU-ja, mislim, da oni trenutno pač niso v težavah. Vsi offshore, pač iz raznih otoških držav bodo še naprej ponujali te storitve, dokler pač se bodo upali ponujati, ker koncev, tudi če imaš sedež izven EU-ja, ampak ponuješ svoje storitve EU rezidentom, si v bistvu v nevarnosti, da si neskladen in lahko te doletijo posledice kot podjetje, ki to dela. Tako da tudi za njih ni kar tako, da bodo to ignorirali. Ampak panike mislim, da trenutno ni, ampak je pa potrebno reagirati. Zdaj omenil si tudi USDC, to je sigurno tudi priložnost, oziroma voda na mlin USDC-ju. Definitivno. Tako, torej v bistvu je priložnost. Zdaj morda tudi kakšne izzive prinaša tako MiCA za tudi širši kriptotrg, so morda kakšni, ali pa morda tudi kakšne druge priložnosti? Jaz mislim, da so predvsem priložnosti. Ne vem, če recimo začnem iz mojega vidika, kot podjetnik, kot nekdo, ki ustvarja storitev in gradi podjetje na področju ponujanja storitev v povezavi s kriptosredstvi. Jaz v bistvu MiCA pozdravljam, ker bo končno nekako čistila nelojalno konkurenco, ker je zame fenomenalna stvar, ker do zdaj tega nikakor nismo mogli sami narediti, ker imaš nelojalno konkurenco tako iz offshore držav, kitajskih držav, ki ponuja rizične produkte, ki jih praktično jim skoraj da ne vseeno za nek customer protection oziroma zaščito uporabnikov, ki so pa pri nas, je to pa nekaj v našem bistvu, kar mi počnemo, in zato tudi težko konkuriramo. Tako da to je eno. Isto se bo recimo zgodilo pri izdajateljih, recimo, kar smo poznali par let nazaj, ko je bil ICO boom, ko so vsi delili initial coin offering, še v nadaljevanju bo to možno, ampak
pod nekimi drugimi pravili, z neki več odgovornosti, kot je bilo to do zdaj, ko si lahko samo nek white paper objavil, pa si spiral denar, pa bo kar bo. Se pravi, zbiranje denarja na tak način ne bo več tako preprosto, kar pa spet prinaša, kar se meni tiče, več transparentnosti in tudi varnosti za končne potrošnike, ker veliko ljudi je kupovalo tokene v ICT-ih kot neinvesticijo in potem na koncu te pač podjetja zginejo čez noč in projekti propadajo, kar je tudi možno, seveda, gre za startup podjetje. Ampak veliko njih je bilo tudi takih, ki niso bili narejeni z razlogom, da bodo dejansko nekaj naredili. Tako da tudi tukaj bo nekaj več transparentnosti in varnosti. Tako da to so nekako moje. Po drugi strani, z vidika končnih potrošnikov, je pa enih pravil, ki jim bodo pomagali, kar se mene tiče. Se pravi, že z vidika zaščite potrošnikov bodo jasna pravila, ponudniki, kot smo mi, bodo mogli imeti tudi recimo procese za obravnavanje pritožb. Vsaka pritožba bo mogla biti dejansko obdelana, kakršnakoli že je. Lažje boš dejansko zaupal, ker nekdo, ki mu je ratalo dobiti Mika licenco, verjemi mi, to je res en hud proces. In za tem stoji pač neko regulatorno telo, ki reče, ok, to podjetje je pa ok. Kriptomate že zdaj, s tem, kar mi počnemo v Estoniji, imamo zelo hudo regulativo. In to, da mi imamo to licenco, je zelo, zelo zapleten proces. Ampak ne vedo vsi uporabniki celotne Evropske unije, kako zapleteno to je. In za njih je v bistvu nekaterimi vseeno, ali je ponudnik iz Romunije, ali Bolgarije, ali iz Nemčije, ali iz Estonije, čisto vseeno ime. Ali pa pač mogoče z neke države, ker sploh ni regulative. Za Majko bo pa to čisto drugačno, ker so enaki standardi za vse. Tako da bo za končne potrošnike absolutno veliko bolje. Bo pa mogoče za nekatere tiste, ki pa iščejo neke hitre priložnosti, hitre zaslužke, airdrope, get rich fast, neke zadeve, za njih bo pa verjetno precej manj priložnosti znotraj EU-ja in bojo mogli iskati nekje druge priložnosti in nevarnosti, seveda. To je nekako to. Še ena sprememba, ki se pa tudi veselim, je, da s to spremembo zdaj podjetje, kot smo mi, končno smo nekako ekvivalentni in enakovredni ostalim podjetjem, ki delajo v finančnem svetu, se pravi in bankam, in zavarovalnicam, in posojilnicam in tako dalje. Dejansko govorimo isti jezik in nas tudi jemljajo bolj resno, kar pomeni, da lahko skupaj ustvarjamo neke produkte, ki so za končne uporabnike še boljši, kar nam pa zdaj ne ratuje. Pogosto pač se ne upajo z nami pogovarjati, strah jih je, ustvarjajo si neki imič o nas iz javnih medijev, še vedno nekateri v vseh teh letih imajo mnenje, da so kriptosredstva samo za preprodajalce drog, za pranje denarja in podobno. In seveda jih ne morem kriviti, ker pač oni si ustvarjajo neko mnenje iz javnih medijev, kjer pa pogosto se pogovarjamo samo o tem, ko gre cena Bitcoina gor ali pa dol, ali pa ko se zgodijo nek skem. Pogovarjamo se o nekih uspešnih zgodbah, žal. Tako da tudi tukaj bo zdaj malo drugače. In se ga v bistvu te spremembe se pa jaz osebno, ker delam na tem področju, zelo veselim. Torej, vsekakor vidiš svetlo prihodnost. Absolutely. Na podlagi regulativ. Tako. Bi morda še ti kaj dodal, kar se tiče regulative, ki prihaja? V bistvu sta tukaj dva aspekta. Veliko sem ti že povedal, kakšne so prednosti pri regulativi, so pa seveda tudi, kot pri vsaki stvari, tudi slabosti. Pri nas, recimo, ki smo, konec konca smo tehnološko podjetje, ki ustvarja rešitve za končne uporabnike, bomo precej omejeni v nekaterih inovacijah. In to je neka stvar, ki mi pa ni toliko všeč. In v bistvu čakam, kaj se bo zgodilo in kako bo to na nas vplivalo v nadaljevanju. Verjamem, da ne bo, da ta regulacija ne bo ubila inovacije v celoti in da bomo našli načine. Ker konec koncev, veš, če je neka inovacija, vedno nastajajo, ker ljudje to potrebujemo. In če inovacijo poganja tehnologija, bomo našli način, kako bomo to speljali. Tako da verjamem, mogoče bo malo počasneje v nadaljevanju, ampak še zmerno bo rad. Super. Dejan, hvala ti, da si se nam pridružil in tako lepo obrazložil to situacijo, ki se vedno bolj bliža. Tako da, ja, upam, da smo vam obrazložili vse, kar ste poskušali izvedeti. Če pa morda je še kaj nejasnega, kar komentirajte spodaj.
pa vam bomo odgovorili tudi v komentarjih.